predvolilna jutra na Kaprisu. V vaši družbi Žiga Rustja in Manca Hribovšek. Dobro jutro, sem skupaj, še enkrat lepo pozdravljeni v še enem predvolilnem jutru. Žiga in Manca sva tukaj že z našim naslednjim gostom, in sicer z gospodom Olajem, kandidatom za župana v občini Piran. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan tudi vam. Gospod Olaj, širši javnosti ste znani predvsem kot podjetnik, imate namreč svoje uspešno podjetje Dvol, ki ga sedaj predajate sinu. Marsikdo svoj težko pričakovani prosti čas izkoristi za hobije, mogoče za delo na sebi. Vi pa ste se odločili, da bi radi bili župan. Zakaj? No, prvič zaradi tega, ker imam zelo veliko časa po novem, drugič pa zadeva se mi zdi zanimiva. Mi je izziv mi je zaradi tega, glede na to, da sem stalni prebivalec te občine in da tu nameravam živeti do konca svojih dni, mi ni vseeno, kako bom živel. Mogoče je to bil tisti največji trigger, da sem se odločil za županovanje. Sicer pa ste iz Brezovice pri Ljubljani, 20 let pa ste, kot ste tudi sami sedaj nakazali, konce tedna preživeli v svoji hiši, ki jo imate v Svetem Petru, kamor ste se sedaj tudi preselili. Ali mislite, da bi lahko problematiko Pirana in tukajšnjih prebivalcev dobro znali rešiti, glede na to, da ste bili samo občasno tukaj? 17 let sem bil praktično vsak vikend tu. 17 let sem si polnil baterije po napornih službenih poteh v tujini. Piran poznam zelo dobro, mogoče v nekem trenutku celo bolje kot vsi ostali kandidati iz enega enostavnega razloga, ker prihajam od zunaj in vidim, kako to zgleda od zunaj. Dostikrat ljudje, ki so znotraj nekega mehurčka, v katerem živijo, niti ne vidijo, kaj je prav in kaj je narobe. Se pravi, v teh 17 letih sem ga prekrižaril po dolgem in počez, vem, kaj je Piran poleti prepoln, vem, kaj je Piran po zimi, ko je praktično scary iti zvečer na sprehod po mestu, kjer ne srečaš popolnoma nobenega, niti nimaš v kakšen lokal iti. In se pravim, ta odločitev zdaj, Piran je mesto, v katerem se je čas ustavil. To je super mesto za polniti baterije. Edina težava je, ko se potem zvečer pogledaš v ogledalo in gotoviš, da se tebi čas ni ustavil, da ti se pa kljub samo staraš. In treba mu je vdahniti nekaj novega. Ali pa, če ne drugega, bom drugače povedal, treba je razplesti ta klopčič, v katerega so se zapletali akterji dosedanjega političnega življenja v tej občini. Sicer pa kako se boste lotili ene določene etiketiranja, ponovadi tukaj pri nas tiste, ki so priseljeni, ponovadi ravno iz notranjosti naše države jih omenijo ali pa etiketirajo z različnimi imeni in tega. Kako se boste tega lotili, kako boste prepričali v obratno, da ste tukaj kljub vsemu nekako domačin? S stiskom roke, s pogledom v oči, s pogovorom z njimi in s prepričevanjem. To, kar v bistvu počnem celo življenje že v poslu. Katere pa so v življenju vaše prioritete, ki bi jih izpostavili? No, to je tako zanimivo vprašanje. To sem bil vprašan naenkrat na Velikem odru na Brdu pri Kranju, ko sem me vprašali, če lahko določim prioritete v svojem življenju. In jaz sem rekel, podjetje, družina, jaz in potem vse ostalo. In največji šok je bil tisti, kako si ti postavil podjetje pred družino. In sem mi zelo enostavno razložil, da podjetje je nekaj, glede na to, da sem ga ustvaril iz nič, je moj otrok, je nekaj, s čemer ti živiš 24 ur na dan. Ga ne moreš izklopiti. Družina, z njo tudi živiš, ampak ne živiš tistih celih 24 ur na dan. Živiš z njo, ko si z njo, razmišljaš sicer o njej, ampak nikoli o njej toliko, kot recimo razmišljaš o svojem podjetju. Ampak glede na to, da boste zdaj se malček vsaj iz podjetja umaknili, se vam bodo te prioritete malo obrnile oziroma spremenile, ali boste še vedno vpet v podjetje toliko, da vam bo kot prva prioriteta? Ne bo malček, bo kar veliko. Ta moj umik iz podjetja se nakazuje že nekaj časa, že nekaj let nazaj sem hotel v bistvu izprečiti, ampak je pravzaprav COVID situacija, pa zdajšnja energetska kriza preprečila oziroma malce podaljšala. Zaradi tega smo v obdobju nekega kriznega menedžmenta, kjer kljub samo prav pridajo še vse tiste izkušnje, ki sem jih v poslu pridobil. Če ne pa v šali rečem, jaz sem že zdavnaj šel iz svoje pisarne, ampak je hodnik do izhodnih vrat tako dolg, da še vedno potujem proti izhodnim vratom.
Pa bo mogoče prioriteta kot prva zdaj občina Piran, torej občina Piran, družina in vi? Tako je, moj umik iz posla je dokončen, pomeni, da še vedno sicer bom gledal čez rame ekipi, ki uspešno prevzema posel, moram reči, so pravzaprav na nek način bistveno boljši od mene. Ne. Moje poslanstvo v tistem delu zgraditi, ustvariti, pozicionirati, organizacijsko dokončati je narejena, zdaj pa pride pravzaprav tista na nek način najbolj sladko obdobje delovanja podjetja, ko vse to kapitaliziraš skozi poslovanje. Tako da, župan, tako kot sem bil v poslu 20 plus ur na dan, tako sem pripravljen biti župan 20 plus ur na dan, pri čemer moram povedati ne župan, ki bo sedel v svoji pisarni, ampak župan, ki bo znal potovati med Piranom in Ljubljano, med Piranom in Brusljem in če je treba tudi kam naprej, zaradi tega, da bo zagotovil sredstva ali kakorkoli drugače delal vse tisto, kar je potrebno za to, da se bo Piran razvil. Sicer pa radi igrate tudi šah, ki pa velja za igro, kjer je potrebno imeti veliko potrpljenja, zahteva pa tudi premišljene poteze. Ali bodo vrline, ki so potrebne pri igri šaha in tudi s tem vaše izkušnje, vidne tudi pri vašem morebitnem županovanju oziroma z drugimi besedami, kakšen župan boste? No, pravzaprav ja, jaz sem šolan in poklicni igralec šaha, nekoč za naslova mojstrskega kandidata, za kar neko tako zanimivo tekmovalno kariero. Šah me je izoblikoval kot osebnost in predvsem je dal tiste pomembne vrline, ki so potrebne v poslu. Prva je potrpežljivost. V šahu ti nikoli ne moreš zmagati s prvo potezo. Pozicijo moraš graditi. Drugo je spoštovanje nasprotnika. Če ne spoštuješ, si v veliki nevarnosti, da boš izgubil. Tretjič, predvsem pa najbolj važno je tisto, v šahu, ko potegneš potezo, jo ne moreš več vrniti. Kar pomeni, da predno potegneš to potezo, krepko premisliš in šele potem potegneš. Premislek, akcija. Navdušujete pa se tudi nad športom. Ste predsednik Triatlonske zveze Slovenija. Kateri je vaš najboljši rezultat v športu? Zdaj, če pogledava maraton, ker jaz sem postal triatlonec Ironman šele po zaključeni tekaški karieri, beležim čas 1:30 na 21 km, beležim čas 3 ure 26 minut na 42 km, pritekel sem 6 majors, se pravi 6 največjih maratonov na svetu. Za sabo imam zdaj 12 Ironmanov, kar mi je zdaj omogočilo drugo leto, da sem udeleženec svetovnega prvenstva na Havajih v Koni. Moj najboljši čas v Ironmanu je bil malček pod 11 urami. Torej ste že bili na Ironmanu, mogoče bi izpostavili, kateri je bil najlepši, mogoče celo najtežji? Ja, najlepši je prvi, ta je bil v Zürichu, daleč najtežji je bil pa na Filipinih, kjer smo tekmovali pri 45 stopinjah Celzija, 100% vlagi in kjer sem samo na kolesu spil 18 bidonov vode in prišel na tek klinično mrtev. Niti ne vem, kako sem ga končal. Sem ga pa končal. Ste ga končali, dokaz. Pravijo pa, da je več ali manj za priti do cilja na Ironmanu vse v glavi, bolj kot v pripravi. Koliko časa ste se pripravljali? To me zanima. Ja, zdaj, mogo bi se več. Zdaj, poprečni triatlonec, ki trenira za dober čas za Ironman, potrebuje nekje 15 ur treninga na teden. To pri meni tudi teoretično ni bilo možno zaradi pogostih službenih poti. Jaz sem 17 od 30 let od 30 let sem preživel in spal v hotelskih sobah, ne doma, samo v premislek. Ampak jaz sem to kombiniral tako, da pač sem bil v vodi ob 5 zjutraj, kolesarske treninge sem delal za konec tedna, tako da sem se vozil iz Ljubljane na morje, pa potem iz morja nazaj v Ljubljano s kolesom. Drugače pa veliko plaval, ne vem kolikokrat smo preplavali Piranski zaliv med Bernardinom in Canegro in nazaj, pa seveda tek. Ogromno teka, vsi vikendi so bili tekaški na obali, gor, dol, sem, tja, ni problema, tu najdeš kakršnokoli hočeš tekaško progo. No in ravno na to se bomo naslonili z naslednjim vprašanjem, in sicer, a je v občini Pirani dovolj dobro poskrbljeno za šport? Zdaj, če primerjamo občino Piran z občino Koper in vsi imamo pred očmi Bonifiko,
ki je zame eden najlepših zaključenih športnih kompleksov v Sloveniji, potem zanesljivo ni. Manjka neke centralne površine, manjka predvsem manjših otokov, kjer bi se lahko tudi spalni del prebivalstva rekreiral, tako da odgovor je ne, absolutno ne. Je pa seveda veliko možnosti, kje se te površine dajo vzpostaviti. Kaj pa za kulturo? Jaz mislim, da za kulturo Piran je kulturno mesto. V tem trenutku teater Tartini pa naprimer Auditorij kot 2 točki ob tem, da smo dobili novo obnovljeno skladišče soli. Jaz mislim, da je potencijala kam umestiti kulturne dogodke več kot dovolj. Druga stvar je pa seveda na kakšen način to izpeljati. Vsekakor si Portorož in Piran si zaslužita tudi zaradi gostov večjo količino takih kulturnih dogodkov, ne v smislu zdaj nekih rock koncertov, ampak dati možnost mladim, dati možnost različnim skupinam, od folklornih skupin do pevskih zborov in ostalega, ker neverjetno je, ko jaz poslušam v Kopru ladjarje in turiste z teh križark, Američane, Angleže, koliko jim pomeni neka lokalna folklorna ponudba. Omenili ste, da je veliko možnosti za dodatne športne površine v občini Piran. Kje in kakšne? No, zdaj, če pogledamo, mi smo bili tisti, ki smo postavili igrišče z umetno travo zgoraj nad Piranom. Del teniške infrastrukture na igriščih v Luciji je naš, hala. Zdaj, kje se da narediti? Ena od možnosti so Fornače. Z izgradnjo nove garažne hiše dobimo ogromno površino, ki je lahko namenjena za to. Do tega, da bi jaz uporabil prakso, mi imamo za sabo nekaj tisoč postavljenih objektov športne infrastrukture, ker to je ena od dejavnosti Doola. Meni je bila na primer zelo všeč ideja, ki jo izvajajo v Italiji, pa deloma tudi v Skandinaviji, da del parkirišč, ki so v poletnih konicah polna, izven sezone ali v določenih urah dneva ogradijo, tam pa so začrtana igrišča za odbojko, mali nogomet, tenis, karkoli hočeš, in namenijo za tako uporabo. Se pravi, ko je parking poln, je poln, ampak ogromno časa, ko ni poln, je pa lahko na voljo potem lokalni mladini in ostalim rekreativcem. Kot lastnik podjetja ste imeli veliko zaposlenih. Kakšno je vaše mnenje o 4-dnevnem delovniku oziroma o skrajšanem delovniku? Ga uvajamo. Zdi se mi, Dool je podjetje, v katerega jaz nikoli nisem dovolil, da bi noter prišla ura za registracijo delovnega časa, zato ker prisegam na kreativnost svojih sodelavcev. Ti ne moreš biti kreativen zgolj med 8 in 16 uro, ti si lahko kreativen tudi ob 20 ali pa ob 4 zjutraj. Lahko vmes poskrbiš za otroke, lahko poskrbiš za svojega frizerja, če je treba, za zdravnika v dopoldanskem času in potem zvečer opravi svoje delo. Tako da jaz mislim, da 4-urni delovnik je vsekakor nekaj, kar lahko v marsičem poveča kreativnost. Je pa seveda tukaj treba vedeti, ne? Eno je to delati v enem Doolu, ki je danes miks proizvodnega podjetja, inženiring podjetja pa razvojno-raziskovalne inštitucije. Drugo je pa to delati v neki tovarni, ki ima proizvodnjo, ki mora teči 8, 16 ali 24 ur na dan. Čemu pa ste sicer bolj naklonjeni, in sicer tukaj ciljamo na stanovanja, ki jih tako ali drugače vsi kandidati omenjate, torej gradnji novih stanovanj namenjenih občanom ali prodaji zemljišč za gradnjo privatnih počitniških objektov? V vsakem primeru so privatni počitniški objekti nekaj, čemur je treba v Piranu narediti konec ali pa zmanjšati to zadevo, ker v bistvu razvrednoti kvaliteto življenja v mestu. Ta občina si zasluži neko drugo politiko, tu je treba nehati, ker problem je dejansko v tem, da postaja Piran mesto strahov. Ne govorim zdaj o celi občini, ampak so segmenti, tako da se absolutno nagibam k temu gradnji, pa ne toliko gradnja. Ne? Vsi govorijo o košti, govorijo o gradnji stolpičev z 24 najemniških stanovanj za mlade družine. Jaz pa pravim, dajmo najprej unih 35 praznih občinskih stanovanj pogledati, kako izgledajo, dajmo jih obnoviti, za kar ne potrebujemo, in jih dajmo za simbolično najemnino
v uporabo mladim družinam, ki imajo ali bodo imeli stalno prebivališče v občini Piran, to je prvi pogoj. Če pa zraven še ustanovijo in registrirajo podjetje v piranski občini, kjer bodo ustvarjali, je pa potem to sploh v redu zadeva. Če jim zraven dodamo še kakšen lokal, ki je potreben, mi lahko na ta način nagovarjamo mlada start-up podjetja, da pridejo v Piran. To so podjetja, ki kot po pravilu ustvarjajo izjemno dodano vrednost in na ta način zaženemo nov gospodarski cikl. Se pravi, jaz ne rečem, da mi ne potrebujemo tehnološkega parka, ampak s tem, če to naredimo, smo mi na nek način dobili razpršeni tehnološki park, ki nastane praktično nič evrov. In takoj, ne da bomo čakali umestitve tehnološkega parka, odkot bomo denar dobili, mi lahko praktično čez 3 mesece že štartamo tak projekt. Sicer pa govorili ste sedaj o privatnih počitniških objektih v Piranu, vendar največjih je ravno v zaledju, tudi sami imate hišo v zaledju, kot smo omenili v Svetem Petru. Tam je bolj pereča težava tudi nepremičnin, bodisi zemljišč, ki zaenkrat niso zazidalne, pa lahko čez noč postanejo zazidalne, odvisno od vseh vpletenih. In tako naprej. Ja, občinski prostorski načrt je občinski prostorski načrt, kakšen bo, na kakšen način bo sprejet, vsekakor je nujno potreben, ampak o tem kasneje. Ne. Druga stvar, ki pa seveda je pa pritisk celine na stanovanja v Portorožu, Piranu. To je počitniška destinacija, oddaljena 1 do 2 uri od recimo 2-3 velikih središč, govorijo o Ljubljani, Mariboru ali pa katerikoli drugem mestu. Ampak si pravim, to se mora nehati, jaz tega ne podpiram, absolutno ne podpiram. Kako pa sicer kot športnik komentirate trenutno situacijo s teniškimi igrišči? Zelo zanimiva in poučna zgodba zadnjega tedna. Zdaj, tukaj je seveda vprašanje, ne? Če me vprašate kot ekonomista, bom imel eno zgodbo, če me vprašate kot župana, bom imel drugo zgodbo. Mi bi obe slišali. Obe bi slišali. V redu, potem bom začel z drugo županovo. Kot ekonomist je zdaj vprašanje, ali je to smiseln nakup, zaradi tega, ker je potrebno pogledati računico, vračilo investicije, na kakšen način sploh bi to peljal. Poznavajoč, glede na to, da smo izgradili na tisoče teniških centrov, to ni izjemno profitabilen posel. Vprašanje, kako je sploh z menedžeriranjem takega posla v tej obliki. Ampak potem pa trčimo ob nekaj, čemer se reče javno dobro. In ko pa govorimo o javnem dobrem, potem pa dobi ta stvar popolnoma drug pogled. S teniškimi igrišči v Luciji, najemnik jih je zaprl. In zdaj so zaprta. In zdaj lahko ostanejo zaprta naslednjih 10 let. In kaj potem? Občina praktično, če imaš zasebnega lastnika, občina tu ne more nič narediti. Lahko gre za nakup, nekdo investira sredstva v nekaj in mu reče, meni tenis nič ne pomeni, z njim bom imel samo delo in ga pusti. To bojo še vedno tenis igrišča, pač dokler bojo tenis igrišča. Ampak na njih ne bo mogel nihče igrati. In tu je potem tisti pomembni del, kjer jaz dostikrat pravim, denar ni vse. Da dostikrat more občina gledati z krepko bolj širokimi očmi. In izkušnja prejšnjega tedna me prepričuje v to, da kot župan absolutno podpiram v tem, kot bodoči župan, absolutno podpiram zadevo, da postanejo teniška igrišča v lasti občine. Odgovorite na naslednje vprašanje z da ali ne. Odprte trgovine ob nedeljah? Da. Zvišanje minimalne plače? Absolutno da. Znižanje pokojninske dobe tako za moške kot tudi za ženske? Župan tu nima kaj delati. To je vprašanje konsenza politike na nacionalni ravni. Je nevtralen dogodek zame. Se pravi, da, ne, nimam odgovora. Posvojitev otroka strani istospolnega para? Da. Podaljšan urnik lokalov v Portorožu, Luciji in Piranu? Da. Gospod Olaj, pravite, da dobro poznate vse kotičke občine Piran, ker ste jih ali pretekli ali prekolesarili. Bi znali povedati, kje sta Čedola in Gorgo? Gorgo so
To je Košta, to je predel med Košto in Parecagom, se pravi, oziroma Sečovljami. Tisti del, ki je ta trenutek pravzaprav problematičen, povezan z začetkom gradnje najemnih stanovanj za mlade družine, za severno obvoznico, za cesto, ki je izjemno ozka in se po njej ne da normalno peljati in bi bila obremenitev, ampak kot vem, tukaj so zadeve že rešene, se pravi, doskrat kolesarem tečem po tistem delu. Drugo je pa? Čedola je pa... Čedole se pa spomnim, zaradi tega, ker občasno, to je pa Parecag, pa na koncu nekam proti, proti Korta, niso Korte, je Parecag, ampak ceste se nehajo, sem pa občasno tam kupoval gajbice za zelenjavo. Tam je neki kmetij, kjer imajo zelo dobro zelenjavne gajbice in sem bil tako, da mislim, da je to en predel, spomnil se pa, ker ko je on rekel, naj pridem v Čedolo, pa sem mislil, kam za vraga naj pridem, ker ko sem vtipkal noter v Google Maps, ta zadeva ne obstaja. Drugače pa mislim, da je tam, ne vem, popravite. Ste zadeli. Je približno tam smo, Center za starejše občane Lucija je marsikomu zaradi visoke oskrbnine nedostopen. V vašem programu izpostavljate, da boste poskrbeli tudi za dostojno starost. Kaj bi lahko kot župan naredili na tem področju, torej na področju previsokih za nekatere oskrbnin? Zdaj, tukaj je težko, možnosti župana so omejene, ampak zdaj, če pogledamo dom starejših občanov, glede na to, da je v tej perspektivi namenjeno kar nekaj denarja za te zadeve, zdaj ta je v javno-zasebnem partnerstvu, če so lahko drugi, ki bodo cenejši, potem jaz tu ne vidim problema, razen seveda zopet, koliko bi bila mesečna oskrbnina. Drugo, kar jaz pogrešam v Piranu, so te medgeneracijski centri, mesta, kjer bi se starejši, oziroma bom rekel temu občani, ki so v 3. življenjskem obdobju lahko družili, dnevno družili, ker ravno ta socializacija je v tistem obdobju življenja še kako pomembna. To sta zame dva pomembna segmenta, poleg vseh seveda tistih drugih socialnih segmentov, ki so ta trenutek lahko problem in bodo glede na prihajajočo krizo še bistveno večji problem. Kako pa sicer ocenjujete, nekaj ste že omenili na to temo, vlogo oziroma položaj žensk v gospodarstvu, tudi v politiki konec koncev? Pa jaz v tem delu, danes je volilni molk, ne smem nič reči. Se ne gre Ne, absolutno, v Duolu imamo cirka 30% žensk zaposlenih, podpiram, poznam, sem tudi mentor nekaterim uspešnim menedžerkam, podjetnicam, podpiram njihovo vlogo, zame osebno štejejo, se pravi, neke kompetence in marsikdaj so ženske na teh vodstvenih vodilnih položajih bistveno bolj natančne, precizne in dosledne, kot znamo biti moški. Imate tudi svoj Twitter profil, kjer ste sicer zelo dejavni, velikokrat tudi sarkastičnimi in hudomušnimi komentarji. Tudi v opisu profila imate napisano, citiram, kar prebereš tukaj je tisto, kar mislim. A boste v primeru izvolitve z občankami in občani komunicirali tudi prek Twitterja? Zdaj, Twitter ni nekaj, kjer sem jaz izjemno aktiven, ampak ko me nekaj zbode, potem povem svoje mnenje. Zdaj, razlika mene od marsikoga drugega je, da sem sam svoj in da od nikogar nisem odvisen, kar pomeni, da si dostikrat lahko privoščim sarkazem, mogoče ne, cinizem, bi bila bolj prava beseda, komentar, ki zadane, temu se reče enega direkt, pa je to aktualna oblast, a so to lahko zaradi mene moji kolegi ali je pa to neka opozicija. Sam poskušam biti politično nevtralen pri takih komentarjih, nikoli ne naslavljam ljudi, ampak poskušam naslavljati problem, o katerem se pogovarjamo. Zdaj, Twitter
kot način in orodje komuniciranja z občani mislim, da ni potreben. Jaz bolj prisegam na to, da delam dan odprtih vrat enkrat na teden, po uro ali 2 uri ali na 14 dni, pač je treba videti, na kakšen način bo to možno izpeljati in v tistem direktnem dialogu rešujem probleme. Tudi v Duolu jaz nikoli nisem imel vrat v svojo pisarno, kar pomeni, da vsakdo, ki je hotel, je lahko prišel in se pogovoril z mano. Naslednje vprašanja so vprašanja, ki so jih zastavili občanke in občani, tako da vas prosim, če si izberete 2 številki od 1 do 10. Ja, glede na to, da je moja številka za župana 1, je to 1 in za listo 5 je to 5. Torej, vprašanje pod številko 1 je naslednje. Samo slušalke, ja. Se boste nadeli, ja. Aha, trenutek. Kdaj boste v Strunjanu uredili javno razsvetljavo izven glavnih cest? Lahko že drugo leto z enostavnim korakom tako imenovanega participativnega proračuna, ki ga nameravam uvesti takoj ob svojem nastopu in kjer razmišljam o tem, da bi 1% občinskega proračuna, kar je okoli 300 000 evrov denarja, plus minus, razdelili na enakomerna okrožja znotraj občine Piran in dali možnost potem lokalnim prebivalcem, da odločajo o teh sredstvih. Razsvetljava in seveda istočasno tudi protipoplavna črpalka. 2 zadevi sta naročili male vrednosti in brez problema bi v tem konceptu padli znotraj nekih 60 000 evrov, kolikor bi bilo naprimer na voljo vsako leto za to vrstni program. Pa še vprašanje številka 5. Mene zanima, kdaj bodo začeli graditi stanovanja za mlade družine, ker to mi se zdi, da je osnovni problem piranskega prebivalstva je, da ni mladine. To se pravi, vse klubi in društva, ki imajo bazen pri mladih, ampak bazen je pa prazen. Mislim, da sem že odgovoril na to vprašanje. Vmes, ko bomo čakali na začetek gradnje pa zaključek finančne konstrukcije za gradnjo najemniških stanovanj na Košti, lahko praktično v parih mesecih rešimo, evidentiramo in rešimo problem tistih 35 občinskih stanovanj in jih glede na potrebe takoj ponudimo trgu in mladim družinam. To je neki začetek. No, če nadaljujemo z našim pogovorom, verjetno se strinjate, da je odločitev za cepljenje svobodna izbira vsakega posameznika, pa vendar ste lani na Twitterju zapisali, da boste tožili vsakega necepljenega, ki bo okužil vašega zaposlenega, ker boste tako izgubili tudi prihodek in dobiček. Ta opazka je sicer požela val kritik, kako to komentirate, torej bi po vašem moralo biti cepljenje obvezno? Ne, zagovarjam prosto izbiro do cepljenja. Tisti tweet, tudi mene je malček začudila reakcija, je bil pisan v drugem kontekstu. Namreč pisan je bil v kontekstu pravice necepljenih in eventualno okuženih, da brez maske hodijo po svetu. Medtem ko drugi moramo paziti na to. Zato je bilo samo, sporočilo je bilo jasno. Če si necepljen in če si okužen, ostani doma, ker tvoja pravica se neha tam, kjer se začne pravica drugega do tega. V tem kontekstu je bilo to tudi, mislim, da potem naknadno komentirano in povedano. Tako da tudi v Duolu imamo, mislim, da okoli 20% sodelavcev, ki so necepljeni, so tudi taki, ki zaradi tega niso mogli na službene poti, ki so jih imeli v razvidu deli nalog, ampak zaradi tega ni bilo popolnoma nobenih sankcij. Pač najdeli smo jim neke druge službene poti, kamor so pa smeli kot necepljeni potovati. Tako da v tem delu sem absolutno zagovarjam pravico vsakega posameznika, ampak kot pravim, ob spoštovanju določenih pravil igre. V čem pa se vaš program razlikuje od programa ostalih kandidatov? V ničemer. Samo v tem, da za razliko od ostalih kandidatov jaz dodajam še tisto komponento, ki se reče, kako bomo to naredili. Vsi naslavljajo zgolj, kaj bodo naredili. Če pogledamo program, vseh, jaz pravim, jaz ploskam, meni ni jasno, zakaj v tej občini 20 let ni bilo možno doseči premika, ker so tako smo vsi poenoteni v tem, kaj je treba narediti. Nihče pa ne pove, kako. Predvsem pa jaz vidim ta politika majhnih korakov. Vsi sanjajo neke velike projekte ob nezaključeni finančni konstrukciji, ob tem, da niti ne vedo, kje bodo denar dobili.
Jaz pa pravim, dajmo v prvi fazi ta trenutek, in to je tisti moj prvi del, o katerem govorim, glede na prihajajočo krizo, glede na inflacijo, na recesijo, ki prihaja, glede na energetsko draginjo, poskrbeti mogoče za tiste najbolj ranljive z draginskimi dodatki, s tem, da pogledamo, ali so brezplačni avtobusni prevozi, ki jih ima ta trenutek upokojenci dovolj, ali mogoče je potrebno dodati še kakšno skupino ranljivih in mogoče to zadevo, blagajna za plačilo položnic brez provizije, kar je nekoč že bilo v tej občini. Istočasno pa seveda se ukvarja z drugimi stvarmi. Problem, ki ga ima ta občina, je absolutno zanemarljiv odstotek črpanja evropskih sredstev. Pa zdaj, a govorimo o evropskih sredstev, ki prihaja iz kohezije, ali govorimo o sredstvih, ki so na voljo v Bruslu, ali mogoče o sredstvih, ki so na voljo še po nekaterih drugih državah. Mi tu imamo velike izkušnje. Jaz osebno sem delal z več kot 50 župani slovenskih občin, ki smo jim pomagali iskati denar v Ljubljani, v Bruslu, v Oslu, da so lahko sfinancirali svoje projekte. In ena od mojih prvih nalog je, da se skupaj s kolegi v občinskem svetu poenotimo, da ovrednotimo projekte, ker zaenkrat nihče ne ve, koliko stane, ne rabimo pa dosti, niso potrebni nobeni elaborati in projekti, da bomo mi ugotavljali, koliko nekaj stane. Greš na spletni brkljalnik in relativno hitro dobiš podatek, koliko stane eno garažno mesto vkopano, koliko stane ena postelja v negovalni bolnišnici in tako naprej. Ko imamo znan približen proračun, potem jaz vzamem kovček v roke, zletim do Ljubljane, zletim do Brusla, zletim do Osla in poskušam zagotoviti maksimalni procent nepovratnih sredstev, oziroma saj pot do teh nepovratnih sredstev. Šele potem pa lahko začnemo planirati in razmišljati, koliko denarja. Ker znotraj proračuna te občine, ki se giblje med 30-35 milijonov evrov, mislim, da je okoli 6 do 8 milijonov takih gibljivih sredstev, ostalo so tako sredstva, ki so že vnaprej potrošena. S tem denarjem se vsega tega ne bo dal zgraditi. Tako so programi taki, da meni je na trenutke, pa ne bom rekel smešno, mogoče že kar tragikomično, ker če hočeš uresničiti ta program, potem potrebuješ trajni mandat, niti ne 4-letni mandat. Torej, če smo prav razumeli, tudi v vašem odgovoru bi se županovanje lotili zelo podjetno. Kot nekakšen podjetnik, ki vodi občino. Zdaj težko reči, to je menedžerski princip vodenja, se pravi, mi dva moramo detektirati problem in iskati rešitev. Od besed dejanjem. Ti povej, kaj je problem, jaz ti bom povedal, na kakšen način se da rešiti. Ne moremo, to mene spominja ta trenutek, vsi ti programi, to me spominja, kot grem kupiti avto, grem jaz najprej po salonih in izbiram avto. In recimo se odločim, karikiral, za Audi A3. In pol pridem domov, razbijem tisti moj hranilnik, ki ga imam z grozo, gotovim, da mogoče imam pa sam zadačijo. Kaj sva naredila? Nič nisva naredila. Zgubila sva 3 mesece časa iskanja avtomobila, na koncu staneš brez avtomobila, oziroma to, kar je še hujše, potem spremeniš svojo odločitev in greš kupiti tisto dačijo, kar se dogaja dostikrat v tem mestu, ko je kar naenkrat v bistvu denar ali pa cenenost projekta povozi kulturno dediščino, pa še kaj drugega. Kaj boste pa sicer počeli, če ne boste bili izvoljeni? Užival, kolesaril, tekel, plaval, se posvetil kakšni drugi dejavnosti. No, ampak za to, da postanete župan, potrebujete podporo volivcev in volivk, ki morajo na lističu 20. novembra obkrožiti številko 1. Najlepše hvala za obisk pri nas v studiu in mi vam želimo veliko sreče na prihajajočih lokalnih volitvah. Hvala tudi vam. Srečno. In veliko sreče v povolilnem času. Predvolilna jutra na Kaprisu. Kapris, številka 1 na obali.